Syrian Airlines so pravkar ponovno vzpostavile neposredne lete med Damaskom in Moskvo. To je po 18-mesečni prekinitvi. Zdaj pa so jih obnovili. Ena najpomembnejših mednarodnih poti v državi. To je lahko najnovejši znak ponovne vključitve Sirije v svet. Morda pa je najbolj zgovorno, Damask pravi, da se turizem močno vrača. Tako je. Tako po letih vojne in izolacije Damask zdaj poskuša prodati povsem drugačno podobo. Podobo odprtih letališč, vračajočih se obiskovalcev in izseljencev, ter države, ki je znova pripravljena odpreti se svetu. Na to temo se nam pridružuje sirski novinar in filmski ustvarjalec Omar Amuhaddad. Hvala, da ste se nam pridružili. Omar, leta je bila ideja o počitnicah v Siriji resnično nemogoča. Pustimo pri tem. Veste? Ali se to zdaj resnično začenja spreminjati? Hvala, da ste me povabili. Pravzaprav to so znaki resnega ukrevanja. Mislim, ne glede na to, ali so tisti, ki se vračajo, Sirci v izgnanstvu, ali turisti, ki želijo doživeti Sirijo. Se veste, da je bilo pred vojno. Sirija je bila dejansko ena glavnih turističnih destinacij na svetu. In ja, to je povezano z notranjimi vladnimi ukrepi na terenu za pospešitev obnove infrastrukture. Pred nekaj tedni so dejansko odprli mednarodno letališče Derzor, da bi ponovno povezali vzhodni del Sirije s preostalim delom države, in danes se je pridružila tudi Nemčija. Nemške zasebne letalske družbe so začele leteti na to letališče. Prav tako je mednarodno letališče Alep začelo obratovati, sprejemati letala iz Turčije in nekaterih drugih destinacij. In tudi mednarodno letališče Damask, da to so jasni znaki, da se Sirija opomore in se postavlja nazaj na noge. In kmalu bomo morda videli, da se Sirija znova pojavlja na svetovnem prizorišču kot glavna turistična destinacija, kamor bodo ljudje prihajali in doživljali njeno lepoto. Poglej, z veseljem bi obiskal. Iskreno povem, Damask je očitno fascinanten kraj. Postavi me na svoje mesto, Omar. Poglej, verjamem, da obstaja možnost, da bodo Izraelci v Damasku in Bejrutu bolj odkrito sprejeti kot v Bruslu in Parizu že v nekaj letih. Ali grem predaleč? Ne greš predaleč. Pravzaprav je veliko Izraelcev in Jordancev dejansko obiskalo Damask in šlo v staro mestno jedro Damaska. Sirska judovska skupnost se je začela vračati. Sinagoga se prav tako obnavlja v Damasku. Damask je kozmopolitsko mesto in sprejema vsakogar od kjerkoli. Veš, da je celoten problem z Izraelom le v tem, da dosežejo dogovor. Tako da se morda srečava v Damasku na skodelici kave in baklavi, ter skupaj obiščeva najstarejšo sinagogo na svetu v Damasku. To je povsem v redu. Pravzaprav so Sirci zelo odprti ljudje. V mednarodnih medijih so jih dolgo časa prikazovali negativno, vendar to ni res. Ampak to sploh ni res. Bil sem tam, vse to je povezano z Bašarjem Asadom in njegovimi ukrepi proti sirskemu ljudstvu in dolgoletnim poskusom demonizacije opozicije, pošiljanjem slabih ali negativnih sporočil mednarodni skupnosti, naj se izogiba tem ljudem. Ti ljudje naj bi bili slabi, kar pa niso. Tako da, verjamem, da boste kmalu lahko hodili po ulicah Damaska, se delali selfije in rekli, hej, fantje, tukaj sem. No, jaz nisem ravno za selfije, ampak obisk bi lahko bil na dnevnem redu. Poglejte, zgodbe kot je ta, ali kaj odziva? Veste, ali se v Siriji kaže učinek snežne kepe? Ali ljudje to opazijo? Z drugimi besedami, veste, čuti se, da se država odpira. Ali to pomaga spremembi? Mislim, ali to na nek način doda pozitiven zagon temu, kar Damask trenutno poskuša narediti? Seveda, poglejte, tukaj je stvar, Sirija danes je drugačna. To ni ista Sirija. Tisti, ki zdaj prevzemajo oblast, so sirske opozicijske skupine, liberalci, tisti, ki so se 14 let borili, da bi Sirijo vrnili na pravo pot. Pojavljajo se vse nove ideje. Sirija je zelo raznolika družba, nimaš samo enega sklopa idej, kot si nekateri mislijo. Presenečen bi bil, če bi se sprehodil po starih ulicah Damaska in bi lahko sam videl cerkev poleg mošeje, poleg sinagoge. Imaš ljudi, nevernike, imaš vse mogoče ideje tam. Torej, težko je preprosto reči, vem, kako Sirija izgleda. Ne, moraš iti tja.
Poglej sam in boš presenečen. In pri vsakem tujcu, s katerim sem govoril med svojim potovanjem po Siriji prejšnji mesec, sem dobil isti vtis. Madonka, to ni to, kar sem pričakoval. To se sliši kot pozitivna reakcija, ker seveda, kot vemo tukaj v Izraelu, kar je prikazano na mednarodni ravni, ne predstavlja vedno tega, kar se dogaja znotraj države. Torej, pogovor, ki odpira oči. Omar, hvala, da si bil z nami pri tem. Ni zakaj, seveda. Zdaj to resno zgodbo prinašamo v studio, tukaj ponovno z Jonathanom Cornerihosom. In jasno je, Jonathan, medtem ko se Sirija poskuša predstaviti kot, veš, glavno središče reform, ponovnega odpiranja, normalizacije, mislim, da je Izrael upravičeno previden do tega režima v Damasku. Ali ta vrsta, veš, gospodarskega okrevanja, turizma, kako se na to gleda z izraelskega varnostnega vidika? Mislim, tukaj se soočamo s trdo realnostjo na mejah. Ja, mislim, da to pozdravljam in upam, da bodo sirski ljudje uspešni in da bodo lahko zgradili gospodarstvo in prihodnost za svojo državo, za sirske begunce, ki jih je bilo v Evropi na milijone, da bi se lahko vrnili v svoje domove. Morda bo to nekoliko stabiliziralo Evropo glede islamizacije in morda pripeljalo nadarjene ljudi nazaj domov v Sirijo, če bodo to želeli. Z izraelskega vidika, če to postavimo na realna tla, režim na oblasti v Siriji je še vedno, dokler ni dokazano nasprotno, džihadistični režim. Tako Izrael, mislim, nasplošno gleda na to z veliko previdnosti, z veliko budnosti. Mislim, da če bomo videli zelo pozitivne premike, izjave in dejanja na drugi strani, se bo morda ta ocena lahko spremenila. Ampak po 7. oktobru, kar Izrael vidi, ko pogledamo na drugo stran meje, je možna prihodna grožnja, ki jo trenutno omiljuje predna razporeditev izraelskih vojakov znotraj Sirije. Mislim, da je Izrael ponudil roko za varnostna pogajanja. Menite, da je bilo diplomatsko prizadevanje dovolj strani Izraela? Ja, mislim, Izrael je še vedno razmeroma konzervativen, ko gre za kakršnokoli sklepanje dogovorov z Al-Džalanijem ali režimom zaradi njegovega ozadja in zaradi dejstva, da ga še nismo slišali reči: odrekam se džihadu in moj cilj ni marširati na Jeruzalem ter karkoli vzeti s silo. Ko se to zgodi, potem bo morda Izrael spremenil svojo državo. Jonathan Enriquez, izpustili vas bomo. Hvala, ker ste se nam pridružili.